umetnosti, likovne umetnosti, vizualne umetnosti. Danes je spet poseben večer, kot vsak mesec v galeriji Domžale. Gostimo namreč eno tako zelo tanko, najbolj nežno linijo, ki teče skozi te slike. To bom ilustriral z eno tako bolj navadno zgodbo. Ko mogoče koga celo zmotila, ampak Cerkev na Slovenskem časti, ali pa najbolj časti, ali pa mogoče niti ne cerkev, narobe sem povedal. Ljudje, navadni ljudje romajo, častijo Marijo na Brezjah. No in en določen moment, pred 30 leti ali več, me je nekdo zaprosil, da bi radiestezijsko, s čimer sem se takrat ukvarjal, tudi zmeril, če ne sile, ne kaj. In med drugim sem ugotovil, da ta sila, ki izvira iz pripovedi, oziroma iz odnosa mame in deteta, ki ga držijo v naročju, gre sila, oziroma moč te zgodbe gre skozi slike. Ne skozi stavbe, ne skozi teluriko, ne skozi PowerPointe, ni na zmajevi črti, nič ni od tega, ampak slika, podoba, ikona. No in Mojca, ki je avtorica vsega tega tukaj zdaj, nam bo danes odkrila, kako ta žark, ki izvira iz njenega srca, teče skozi slike in skozi nas, ki pridemo pogledati to razstavo. Kot ponovadi, jaz grem zmer, polka je razstava že stoji, najraje sredi noči si prižgem luči in meditiram, oziroma gledam, boščim to in moram reči, veste, da je tole zelo neopisljivo. To morate samo doživeti, nič drugega. Mojca, ti si na vrsti zdaj. Oh my gosh. Lahko se sedeš, Jaz. Ja, ne, samo kar sta, samo še 2 sekundi. Hello. A me sliši tudi brez mikrofona? Ne, kar v mikrofon. Moram biti tako čist serious. Ne, še se ful lepo. Hvala. Ja, jaz se najprej zahvaljujem za, ne vem, kako so s komunicirala, a sem jaz pisala najprej. To sploh ni važno. Ja, ne, ampak tako ful dober. Vsem hvala, ko ste prišli, tako zelo veliko pomeni. A če pa povedati tisto o tem oltarnih slikah, pa o oltarčkih? Nujno. Nujno. Ja, no daj. Ti povej. No, midva se skratka postavljala to razstavo, in potem Juri pa, če to je bilo na pol postavljeno, ko sem jaz prišla in sem se strinjala, vse super. No in potem, tako on reče, kako že, tako, to Mojca, to so... Vse to so oltarne slike, Ja. In potem čez 20 minut pride noter en gospod in hodi okol in tega ni slišal, ker je bil pač nekje drugje pred 20 minutami. On je od nekod prišel, Od nekod prišel, pač pojavil se v galeriji in on hodi okol tako skoncentrirano in samo tako nenadoma reče, to so pa mali oltarčki. In se midva samo spogledala, in njemu nič ni bilo jasno, samo pač bilo mu je verjetno tako, kar nama. Pač nekaj se je zgodilo. Zato jaz tako strdim, da sem budistična nuna ali nekaj, pač nekaj. Ja, imaš zdaj to kakšno inkarnacijo? Ja, zdaj razmišljam. Ja, ne vem. Skozi vam nekaj, pa te budisti pa to. Ja, to, mislim, vseeno je pa cerkev, vse isto. Mogoče piše čakaj že una knjiga, Čenit Bardo. Ja. Ne, še enkrat. Zelo čudno, Čenit Bardo. Tega ne vem, spet je razgledana. Ja, to iz Tibeta je prišla. V glavnem, vidva bo govorila o barvah, govorila bomo tudi o čopičih, predvsem pa o tem, kako je takrat, ko ti prideš v svoje tele,
kadarkoli, v katerem koli času dneva, ne, in začneš. Ali pa nadaljuješ, no, mogoče, boljše rečeno, nadaljuješ, ne, svojo zgodbo. Zgodba, ko sem jaz najprej to na netu videl, ne, sem v resnici na rit padel, ne, sploh nisem mogel verjeti, ne, da je to pri nas, ne, da je Mojca naš človek, ne, oziroma, da delava tako 50 metrov narazanje med najnima službama, razdaljene. No in presunljivo je bilo, no, moram reči. Prva seznanitev, veste, to je tisto, ko človek spozna, ko se takoj vidne. Bova rekla, bom kar tako pokazal, ne. Ja. Glejte, tele linije, ne, čist tanko, ne, čist, tako nežno, veste, da je las človeški, ali pa kjerkoli, ne, tudi če je tanak, ne, predebo za omeniti, kako je to narejeno. Kaj je to za ena ptica? Ta je žerjav. To je žerjav v resnici in ta je artista. No, se tukaj, pač le so recimo ravno, jaz imam skozi te lune nekaj, ne vem, zakaj ne sprašati, ker ne vem, pa što se pojavlja, ampak me skozi to malo drgne, ne, ampak tukaj je ta glavna luna kot neka izpolnitev, tle je prazna in tukaj, mislim, je ta prvi krajec, ta je pa tukaj, ki je pa čist prazna. Ta je zadnji krajec. In to so iz tankih listov, pa zadnji krajec, se ne vem, vem, kaj je kucel. Ja, en je, drugi pa crkamo, ja. Ja, vem, luna. Veš tisto, na krstite. No, ampak tukaj imaš več tipov teh črt, ne, niso ene tudi pikčaste, ne, pikčaste linije, ali ne vem, a so to samo točke, ki so se slučajno tam zbrale? Ne, v resnici so te lune, ker zdaj to, povem to zgodbo, artisti se ne vem, meni že poznali, za večinom pa ne, pač meni ta figura kot sama na sebi, tedaj živijo. Dobar dan, večer. Mi ful veliko pomeni in to je pač katerikoli človek, ki ustvarja karkoli in ima zlato jajce kreativnosti in žerjav ima pa 1000 življenj in on, tukaj ima sicer kakor rdečo piko, ki je pa iskra življenja, pač po mojem tem velikrat se pojavi ta pika, no, ampak on prinese to zlato jajce kreativnosti artisti in ono to tako z mislimi nad roko vrti in ono miži in v bistvu samo ustvarja, pa je ta proces tega ustvarjanja in potem, ko ona konča s svojim projektom, čimkoli že, se jajce zdrobi in pade na tla. In pol ona počiva, no, ampak s tem, to je tudi njena electricity, njeno srce, ne, ali pa to, kar ustvari, je pa iz njene glave, ko možgani, pa to so pa vse povezani, grejo pa tudi rdeče pikce naprej, pa spet kakor električna vezja, ne, in ona to elektriko širi naprej, tup, vsem vama, ne. To sem, zdaj recimo v tem trenutku sem jaz ta, ne. No, tukaj je pa posota drevesa, ne spraševati zakaj, ker ne vem. No, ampak tole je pa izhod, ta bela črta, je pa samo ona, ko bo zaključila svoje življenje, bo ona šla skozi belo črto in ona samo gre, tako čisto pomirno, ona od koraka in naredila svoje, ker je razdelila to svojo elektriko, ne. No, sam tukaj še zgodba ne konča, ker ta žval, ta žerjav, ima pa 1000 življenj po japonski mitologiji in on, jaz sem si to tako naredila zgodbo, da on njej prinese 1000 jajc, 1000 projektov in to se mi zdi fantastično, da v bistvu spet in on reče, zdaj počivajo, ne, in ona pač dela kar česam, pa on pride pa reče, ne, zdaj pa konc, zdaj imaš pa tlele nov jajc delaj, a ne, in to samo zaposleni. Tisti, ki gre v službo, tisti, ki pa ne, se moramo pa prijeti, pa zdrgati, pa iti v atelje, ne, in to je tisto, da naredimo ta svoj jajc, in pa nastaviti si v jajc, ali pa ne, tako. No, ampak jih je 1000, to mi je ful lepa pomisel, da imaš ti 1000 možnosti v življenju in tako to je eno teh malo globlih slik, recimo, da se sam ne pleše. Wow. Odlično. A ste že kdaj slišali tako zgodbo? Kakšnega slikarja? Niste, ne? Tudi od ilustratorja težko doživite tako zgodbo, veste.
ilustratorji pogosto naslikajo tisto, kar nekje preberejo, oziroma ilustrirajo z liki, s podobami, ikonami in tako naprej. Teli žerjavi so me začarali, moram reči. Oziroma sem začaran od leta 1979, natanko 23. februarja. Sem videl prvič 4 žerjave, ki so leteli čez Mengaško polje. No, in prejšnji teden, sred tedna, se pelem v službo, ampak to ni ilustratorska zgodba, niti slikarska, to se je zares zgodilo. Se pelem v službo, zavijem na Ljubljansko cesto in vidim gor 4 žerjave. Sem rekel, čakaj, kako pa je to zdaj? In se pelem v stop, zavijem na, na potno pridavko. Na potno pridavko, na pole, in sem jih sledil, ne. Pač zamudil sem v službo, vse drug sem zamudil, ne. Ampak sem si prvoščil gledati žerjave zaradi tega. Tako kar čez polje čez, z avtom. Leteli so proti Ljubljani, ne, oziroma. Bilo je pa res začarano, neverjetno. Ne. Ja. Pozni so, niso. Kako? Ogromni so, res so ogromni. Pa tako elegantni, ne. Pa, tako jaz sem najprej mislil, da so privitni, pa pač niso bili. To se zaradi tega. To je zdaj že 8. Sigurno, ja. Lej, pa bo šla pa mečkan desno ali levo, ali se vse, ne, v stran, tale hobotnica, ne. Ladje. To je bil tak fajn slučaj, ne. Ti si to prinesla kot skico ali risbo ali nekaj iz predala, malo je bilo zmečkan, ne, pa tako, pa sem rekel, kako lepo, ne, kako si človek svoje ostanke iz rok, ne, spravi za nekoč kasneje. Ne. Daj malo povej o odnosu tele hobotnice, ki je na suhem, in unih ladij, ki so pa na vodi. Mislim, v resnici je bila tendenca, da vmes prinesla te prave skice, nekaj zdelam skice za slike. No, pa sem ugotovila, da sem tekom 2 letih, pa zadnjič enkrat sem spet predala prazna, 3 tedne nazaj, ali 2 meseca, in sem vrgla spet 2 vreči vsega tega stran, zelo malo šparam. Vem, grozna sem. Ja. Jaz sem od Andreja Pavliča sem zaplela njegove skice, ki je on tu stran meto, vse, kar si nor. Res. No, res. Ja. Kaj ni pol mi rečemo? Ma se bom še delala, sem še par življenj. Ja. Sem se v zobe, še ti bogatrije, ki so preostali. V glavnem, ne, to so pač ilustracije za knjige, za knjige. No, ampak, ta leva dole je bila pa samo vaja, ker je tukaj v morje, to sem prvič pa zadnjič risala, ker sem mi dal. Ampak v glavnem je, pa sem prinesla tudi malo zmečkan. Malo me vest me je pekla, ker nisem imela teh skic, oziroma mogoče so, kje še kakšne zihar so, morajo biti, če ne je čuden. Mogoče zame to ni čuden. Če ne druge v kontejnerju, če se rekla, da si stran metala. Zadnji so si mikrofone ene stran vrla, ker sem jih porabila, sploh ne, brez veze, pač sem jaz. Matematika ne štima res. V glavnem, ne, in pa so pač to postavljala spet, ne, in pa sem se vedela, kaj bi s tem, pa bi to sploh ali ne bi te ilustracije, ki so bi jih dali gor ali ne, in pa so dala najprej hobotnico, ne, pa sem se vedela, kaj bi. Ja. In so ji dala vodo zraven, ne? Vodo so ji dala zraven, da ne bo ona tam na suhem rebica. In zdaj so srečna, ko bo plavala tja, pa to še niso motorne ladje, tako da ni nič olja motor, ona če se bo čisto morje, jadrnice. Tako da, ja, to je cute. Mogoče danes lahko koga spreobrneva, ne? Ja. Da ne bo jedel več hobotnice, ker so. Ja, ne jih jest. Ja, pa žerjavi so pozni, nisem preslišala, prej so bili so pozni. Ful so, ene ptice letos so zelo pozne. Ful so prepozni, ne vem kaj. Zmešane. Zmešane so kure. No, ampak sonce še vedno zahaja tako kot ponavadi, ne? Ja. Oziroma, ne vem, mislim, da ima pol sekunde zamujenja imamo, ne? Ali zemlja neki, ne vem, kdo je zračunal to. Ampak še vedno je rdeče, ko zaide, ali pa vražno, in se bo ostavila na unih 2 slikah tamle, ne. Zlasti iz celotnega konteksta je ta velika rdeča pika, ki je dolg časa, ko sem jo motril, ne, nisem razumel in sem pa razvozlal, v čem je point, ne, uni kačkariji tamle dol, na dnu slike.
tako kot pri tej, ne, ki prikazuje seveda spet en telefon. Spet en zelo močen simbol, ne. To je granatno jabolko. O tem moramo povedati nekaj, ne. Granatno jabolko je simbol Džazire. Vsi ste že slišali za Al Jazeero, ne? No, ampak Džazira je ime za arabski polotok oziroma za celotno to regijo, ne? Tako da Bližnji vzhod ni Bližnji vzhod, ampak je Džazira. Zato se imenuje ta hiša novinarska ali novičarska tako. No, ampak hočemo reči, granatno jabolko je en tak čudežen sadež. To morate piti, veste, to je tak neverjeten nektar. V Turčiji se začne, ne, tam v Istanbulu. Ja, še prej, ne, v Makedoniji že. Pa že v Sarajevu, no. Celo pri nas rastejo, ne. Veliko spoštovanje do te, rekel, mnogoplastne, mnogo sadežne bombe, ali kako bi to drugače rekla. Zakaj je ta spustil tale sok? Ne vem. Pozabila sem, cela serija teh slik je bila. Ne, v resnici po mojem, tako sem imela tako malo, mogoče sem tudi po znaki, ker sem imela malo težje življenje ali pa kaj, kakšne stvari. Pa še eno, jaz imam tudi te lune v bistvu v resnici, kakor imam sonce, naprimer zimsko sonce, no, sonce ne rišem, sam lune, ampak je sonce v resnici zlata podlaga. To sem že ugotovila, da je pač zlata podlaga to sonce. Na teh slikah to nekako. Si šla malo v heraldiko? Jaz sem šla malo, a sem rekla, veš, to. No, ampak sonce se pri meni splošči, ono, če ga že rišem samo kakor en disk. Je tako sploščenje, pa je to zimsko sonce, če ga že rišem. No, luna pa v resnici ne, da bi ona je zmanjkala, pa da bi se povečala. Včasih samo, ko je ona čist polno, se pa pol razkolje. In bo je kakor to, kakor je dopolnjeno, je kakor, kot da pri Kristusu, ne, ok, sorry, Kristus, ampak on je tudi rekel, to očetu rekel, ne, dopolnjeno je boj, kar umrl, ne. No in tukaj tudi v resnici, spet ko ti neki, jaz sem skozi to, da neki delaš in da pol končaš, in pa se to razkolje in pa ta džus, sok ven steče. Samo da pa smo se enkrat zafrkavali, jaz bi v resnici naredila, da bi bilo to bolj trdno. A se predstavljaš? In potem potegnem za te vrvi in ti ta prav sok ven teče zraven. To bi imel smisel, to bi imel smisel. To je bilo pa res, ja. To je bilo res. Ne, ampak to moraš natuhtati, ne, res. Ne, to bom, ja. Domača naloga. Bom. Če smo že v pesmomat, ki je bil nek avtomat, zato jaz so tehniko nagruntala, tako da to, bom. Ja. No, ampak tale je zelo, rekel tak, mimetično jabolko, ne. Ja. Zelo je podobno, plastično je, ne. Medtem ko luna vzadi, pravzaprav ni konveksna, ne, ampak je konkavna. Zato, ker ima na obodu je svetla, noter je pa temna, ne, kot sicer pravilno zgleda, ne, ampak to daje vtis, kot da je lijak, ne, kot da, da bi to jabolko zletelo not ali pa prihaja ven. Ne, meni je v bistvu tako, kot recimo isto, kot jaz pa nisem hotela niti ginkov risati, niti granatnih jabolk, zato ker se mi zdi, da to že vsi delajo, pa ta povsod se pojavlja, ne. Sam potem je pa to nekako samo prišlo, pa se mi zdi, ker je pač ginko to staro drevo, pa vsa ta zadnji filozofija, pač vse te stvari, ki so. Granatna jabolka pa samo zato, ker je tako juicy, no, Jesus, pa je stokih koščkov, kot da so zvezde v njem. Jaz sem ga zaradi tega začela risati, zato ker je kakor, da imaš vesolje, no tega še nisem narisala, ampak vam v glavi, kakor, da se on, se bo tudi, no tukaj je sicer celo, pa je pretekel sokvane, ne, še njega nisem hotela preklat, imam pa namen, kakor, da so zvezde, kot da bi recimo ali pa zenico, nekaj, kot da bi to iz njega ven steklo, zato je kakor, pa da je zaprto in ti ne veš, a ne, kakor ena pralina, ki še nisi zagrizel vanjo, že taka dobra pralina, no to je to. Moja prva asociacija po tej sliki, ne, takrat, ko sem šel po noči dole gledat, ne, sem se spomnil na en čudovit film, sicer strašen, ne, z naslovom Melanholija, če kdo gledal, ne, Larsa von Trierja, ki vas preseneti v prvem kadru, v prvi sekvenci, s tem, da je čudovita vodna gladina, jezero ali reka široka, ne vem kaj, ali celo morje,
en tak izdelan italijanski vrt, obrezan, pušpan, vse to, ne, in gre kamera na vrt, ne, in je to lepo osvetljen od lune, ki pa ni samo ena, ampak sta dve. Kar naenkrat se pojavila ena napaka, oziroma nekaj, na kar mi nismo navajeni. No in tukaj sta tudi dve luni. Tukaj sta že dve luni, ki prideta skupaj na konc, ne, oziroma ki se zaletita v luno, ne, v zemljo. In je tole granatno jabolko v resnici ta eksplozija, ki nastane ob trku. Zanimivo, izjemno zanimivo. Tiste, no recimo to, zelo pogosto delam to modro črto spodaj, pa gora rjavo, pa kakšno spet, zato to granatno seme se pojavlja se na večjih slikah, ali pa te vode spodaj delam pa zemljo, zato, pa dež dolka pada tudi. Zato, ker je pač to vse, zato da za novo rasta, ne. To granata jabolko, slejka prej se bo sesulo, pa če so zvezde ali pa če so semena, ampak ti rabiš za novo rasta, mora biti samo puščava, pa sonce, pa to, pač tudi voda, nujno, pa zemlja za ta hranila. In pač jaz to skozi delam, no pač neki, ne vem, to bo so. Pa kakšnega kita narišeš, ne? Ja, no, to so pa teluščkane. Teluščkane. Ja. To je pa tisto, ko prijem v atelje, to je pa tisto, si čajček naredim, pa to in pa začnem. A vidite, tako je pri umetnikih, ne. Prideš v atelje, ne. Včeraj sem prišel v atelje in čista prva stvar, ki se mi zgodila, mi je želez padel na nogo. Sem moral iti pol, ven sedeti na klopco, da sem malo k sebi prišel, pa vdihnil, ne. In pa sem lahko začel, ne. Najprej je bil in džum. Ja, dobro, lej. Ti imaš tudi približno tako smetan kot jaz, ne. Ja, zdaj kot hudo. Ne sem te izdal, ne, ampak ne. Ne, katastrofa je. Pa tukaj lepo sem že pospravila, sem pa jo spet, a ne? Ne, zdaj sem si navlekla še eno mizico noter, visoko, pa tekaško stezo, Alenka. In jaz pa tečem, mi pa rečem hčeri, kar se še stečem, pa poskušam delati računalnik in danes sem eno pismo poslala v enem stavku, da tako 10 napak, in si to mojca nehi, ustav se. Včeraj sem poskušala čaj si vzeti, a ne, čaj, jaz tako hodim, tako malo hitreje skoraj tečem, a ne, in hočem čaj in sem me zaneša, ne, tisto tega se ne dela. In pa sem začela kakrat sem se skoraj razbila v ateljeju. No, pa to sem tekla 5 minut, sem tako, to je hoja, to ni tek. Zdaj so izumeli tekalno stezo za smučarje. Gor se postaviš v ene smuči, ki grejo tako sem in tja. To vem, to obstaja. V pancerje se zapneš, ne, in moraš smučati zraven, ne. Zato, da se dobro ugreješ in tako. To je že više, to je res hoteljajo. Še dobro, da imaš tak atelje, ne. Res. Da tisti ne bo šlo noter. Ne, je pa res, kar je pa ful pogosto, da očala padajo, ali pa neki padajo barve. In zadnje čas je tako, skoraj vsak dan nekaj pade. In si zdaj že prav tako prostor okolj čistem, da ne bi padlo, ampak še vsem pade. Mogoče se pa gravitacija veča, pa mi ne vemo. Ja, res je. Kakor skozi strop od drugih ljudi, veš, kar svinčniki skozi. Glejte, to z gravitacijo je seveda, se pač zgodi najverjetneje z mojco, ne. Če tamle pogledate one morske koničke, ali pa unga Pegaza, ki je tam na vhodni steni, ne, ali pa na tega konja, ki nosi granatno jabolko, zadaj za njim je zaden krajc, ne. Sami simboli, ne. Na prihodnji razstavi, ne, se bomo ukvarjali s konji. Tako da to je v resnici tele malo take najave, ne. To je zdaj najava. Ja. Ne bo moja razstava, bo bojo konji. Ja, pač, kako že. Ja. Avtorce, kako že. Ja, avtorca? Ja, se je tukaj. Kje je avtorca? Bomo pa, tamle se da. No, ampak ti operiraš v glavnem samimi simboli, ne. To je v resnici zelo arhetipsko, ne. In ko prideš noter, je tudi tako, kot bi obiskal, ne vem, stolp Karla Gustava Junga v Švici, ne, ki ima noter same take arhetipske podobe, čudne, ne. Pa
tisk se mu je zgodil, da je šel ene mozaike gledati, ker sploh ne obstajajo, on jih je pa videl in tako naprej. Ne. Ampak mi tukaj vidimo, ne, to je, ti direktno vplivaš na človeka in to iz tazga majhnega formata, intimnega, ne. Kar naenkrat, ko se zaveste, ne, kaj ti simboli pomenijo, pa vsa ta vezja tamnega, recimo, prvnih 2 konjih, ne, pa na sredstva pol še 2 žerjava. Ja. Daj malo razlašam. Ne, to je pa v resnici tako. Malo po stran stoji slika. Ja, res je, malo po stran stoji, to je zdaj, ko smo jaz prej. Dobre, ja, okej. To. Ja. Bom popravila. V glavnem, ja. Ne, to je pa samo, ta slika mi je tako malo ne veš, ne, ker on sta s hrbta obrnjena en proti drugemu. In to je trik. In postala, v bistvu sta 2 bela pava, kakor nista prav žerjava, sta kakor 2 pava gora, pa so vse en, pač neki 2 beli ptici. In on 2 se imata očitno radi ali komunicirata, ta 2 konja imata sedeža, pač, ne, to se reče. Sedla. Sedli nekakti. In ne veš, da sta 2 figurci, ko sta še odzadaj za kakšen grm, pa kaj počneta, a ne? Pač 2, ko sta ljubčka, tak 2. Ja, no. Ali sta ta 2 brez kogarkoli, in ne veš, sta užaljena, pa sta šla eno drugega, pa gledata gor, kakor o preteklost, ali kdo umrl, pa gre. To, vse te stvari, pač hotela sem vse zajet, ampak nisem hotela, da bi bilo žalostno, in sploh se mi ne zdi žalostno. Ali pa samo 2, ki sta se pogovarjala, pa zdaj gresta po svoje, pa še pozdravite ptici, pa preprosto gresta. In od spodaj na sredini, čist na dnu slike, so pa knjige. To pa jaz te knjigce tudi dajem povsod knjige, kakor knowledge kot znanje. To mora biti pa neko mano, take pikice, dan kakor da je mana, je pa to spet v Svetem pismu, ali kaj te stari zavezi, kakor hrana in blagoslov, blaginja, karkoli, pač te manice dajem od spodaj, ne vem, če je tukaj, ampak v glavnem, to je to. Pa hotela sem te cvetovi, da so čisto različni, pa dolg čas sem delala to sliko. To me je koštalo več kaj en teden. Ja, dobro. Ker je veliko detajlov pa tega. In bila je taka, da sem se mogla ustaviti po parih urah, pa nekaj čist drugega delati, da je ne bi uničila, ker je nisem hotela uničiti. Hotela sem, da me neko zgodbo, ampak malo drugačno. Ja. Še dobro, da ne delaš iz kamna, veš. To je tole en teden, tisti bi bilo pa 1 leto. Res je. Vem, oh my gosh. Ja. Ko si omenila knjige in znanje, je tukaj na tem stebru ena zelo zanimiva ilustracija, ki ima nad vse zanimivo zgodbo zadnji. Kako je to nastajalo, oziroma, daj povedno. No, to sem naredila pa za eno angliško založbo Bloomsbury Publishing in sem me pač poklicala, Mojca, bi ti delala za nas, jaz tisto je nov shit, valjda. V glavnem se šla pol gor v London, jaz tam sestanki, vse ti rečejo, to boš delala. No, ampak tega še nisem povedala, kako je tam. Oni tebi naročijo pač, ok, boš delali naslovnico, so mi povedali, kaj bi radi približno imeli. No in potem, ko ti to narediš, ta tvoj urednik, s katerim si ti komuniciral, da zgornjemu uredniku in on da še enemu uredniku in ponavadi 3 ilustratorji delajo in potem čisto zgornji urednik pokaže vse 3 ilustracije avtorju in potem enega izbere in druga 2 nista nič plačana. In tukaj so pa šla sam skozi vsa ta sita skozi in to je bilo tako telo res elegantno, tako da ja, ne? Ampak bolj zanimivo je pa to, da sem jaz to risala, pač risala sem, ne? Pa sem imela svečko prižgano in ja, in potem sem jaz to lepo risala, jaz tako pedantno v knjigice od spodaj in svečka gori, romantika v prostoru, tako lepo. In pa ta romantika začne dišati, ne, pa tako, ole, nice. Mogoče sem že malo utrujena, pa to, ne. Jaz kar rišem in pa nadoma zagledam tako ogenček, ne. In ta je pa se še čakaj, svečka, ogenček, tako šprobo, ko se radici sta črta. Jaz sem v tisto, oh my gosh, resno. Se je kar odprla in to se je začela žgati. Moja ilustracija za knjigo Officially, že ko je bila skoraj to končana, se je začela žgati. In v glavnem tako ta zgodba je fajn. V glavnem tako se človek zamisli, ne? In potem se stvari kar zgodijo. In ja, jaz sem se že sploh zadušila z ogljikovim monoksidom, vse te stvari, žgala sem, žvepla, vse sorte, ja, pač tako je, ja. Le, to je ponovadi v čarovničini delavnici, ne, je tako. Pač gori žveplo, sveče, požari, ja. Ne.
Ja, pa na tej strani, no, ko smo že ravno pri stebru, ne, je pa tak totem ratov, ne. Jaz sem kar gordo, tam je bil žebelj, ne, in še od Tadejeve razstave, Tadej, hvala lepa. Ne. Hvala lepa. No, tudi druge slike sem obesil na razstave od Tadeja. Ja. Ne. Sem rekel, se sam poskusil bom, pa vidim, ne, ali stoji, ali sede, ali ne. In je. In je sedlo. In je sedlo, ne. S konjo. No, ampak tam ne moramo povedati, unali, ta spodnji slikci, ne, imaš vse te svoje simbole, ne, se pravi, 2 luni, ptica, rdeča pika, pa imaš pa hišo, tako visoko hišo, brez okon. A to so kakšne sanje ali kaj, ne vem. Ne, hiše, jaz smo te hiše in nisem prinesla one slike ene dolb. Ok, se drugič. V glavnem, Se lahko še prineseš. Tamle še prostora dosti. Res bi lahko še prinesla. Ja. Res jo bom prinesla, ker ima hiša in ima res huda zgodba. Evo, imate razlog, da pridete še enkrat. Ja, ker bo še enkrat vodila po razstavi. V glavnem. Ja. No, ampak ne, vsem pogosto imajo te slike, ne, te hiše nimajo okn, kakšne hiše imajo tudi okna, ampak to so naše notranje hiše, kakor to, ko smo mi zaprti. Najprej smo tukaj zaprti v sebi, pa smo zaprti v prostoru in pa gremo pa ven. Vrata so videti pa odprta, ja. Ja, ful so. Ja, tukaj sta 2 na vrhu, ki plešeta, ampak pač pri meni so te hiše mi vedno dom predstavljajo, pa noter je ful pogosto rdeča pikica, ker itak, kje si boš pa fajn naredil, če ne doma, a ne? In to je to, se še vedno nimamo kraskov za novo leto, res, jutro bom rdečo peso pekla. Ne, res, ker nič ne kuham, res grozen. V glavnem, treba je si dom narediti, no. Ne, tako da nič posebnost teh hiš tukaj, ona ima, kad ti greš lahko ven, a ne skozi vrata, kot človek, mi hodimo skozi vrata, no, ampak imaš obstakls, a ne, si moraš v avto sest, pa iti domov, pa utrujen si pa vse te stvari, a ne. Tukaj pri teh slikah pa pogosto nisi nič zmatran in tudi ne greš skozi vrata, zato ker imaš nebo na strehi na vrhu. In kdo ti prepreči, da ti sam zletiš gor? Zakaj ne bi sam zletel gor? Res, pač, no, tako, jaz imam te stvari. Ja, krila so nastala tam na gor, ne? Ja, no. Sicer zavijajo, v bistvu so ena taka rastlinska krila, ne, kako bi rekel. Rogovi, viš, ko so zaviti v rastline. Ja. Ker niso hotlo ostrih rogov, pač neka krava, lubanja. Pa lubanja, ja. Ma pa spet hiško gor. Ja. Cvetje, ja. A veš, ker v bistvu itak nastanemo iz zemlje sol, so tudi stiči so spodaj spet te križki, ki so zašiti, pa spet kontakt električni, sem ne ni rdeče, sem navadna elektrika, ja. Ko se s preteklost pa sedanje vstakneta in pa se mi rodimo in smo kar tukaj. Ja. Evo, in imamo pol tamle vzadi, bomo cveta brez skrbi. Tamle vzadi imamo en stol prislonen lesen, zagledati, zamotriti sliko na tej strani stebra. Ja. Tisto, ki je sam gost pa. Ja, no, kako se imenuje? Norveški gost, norveško-notranski gost sem se odločila, notranski gost sem se odločila. Bolj notranski, vse imajo gozdove, ne, ampak... Ja, tako mi je en kolega rekel, to vzamega norveški gost, sem pa rekla, ne, če je notranska to, zakaj? Pač, ne, to je pa tudi neka zgodba, pač z enim Turkom sem se pogovarjala z enim biznismenom in on je rekel, moj se zbirati mi tvoje slike, jaz bi jih to kmil, ampak jaz imel več gozdove. In pa mi je kazal, kaj mu je všeč, a ne? Se kaj jaz tega ne delam, to nisem jaz, zdaj dobi tega slikare si, on te že sliko, on ti bo. In rekel, ne, pa jaz hočem tvoje, pa sem jaz to zanga narisala, pa rekel, še mogel zbirati imel tudi neke medvede in pa bi imel ne vem kaj, in pa je bil zmeden, in pa je šel on iz Turčije potovati gor čez celo Evropo in so rekel, da se bo dobila in sem bila že v nizkem štartu in sem po teh gozdovih laufala, se kaj, ravno da prave meglice pa vse zanga in pa so, no, v glavnem niso se dobili in še vedno nič iz tega, je pa nastala slika, ampak to ljubali iz tistega sem pač prišla v atelje in sem začela, dobro začela. Ne, sem zdaj kakšno vesoljsko ladjo naredila ali pa nekaj pa ne bom. Niti rdeče pike, nič samo una lunca je na vrhu desna, to je vse. Se morate potruditi, da te najdel luno. Mogoče dobi še malo več globine, pa nisem čist prepričana, malo zadošča vse. Matematičnim pogojem zadošča čisto. Jaz vas vabim, da pridete tjale na unle stav sedeti, da se umirite, da najdete luno, ne. Boste videli, boste čist popolnoma meri. Tudi utrip se nam bo zmanjšal iz 65
na 42. Tega pa raš ne, kot je pa že bradikardija. Ja. No, se pa pogledajo uno sliko, kateri greva mi dva zdajle, sva prej zbežala stran, ne. Daj, povej tole, kako je to odšlo nekam drugam. Iz vsega tega je to nekaj čist drugačnega. Ta s tem velikim rdečim soncem. A ne, misliš ta tukaj? Ja, ja. A ne, no, tista je spet tista, apropo temu ta naravnost, ko ima te velike rdeče pike v laseh, to je ista ta tukaj. Ampak pa medvedka od spodaj v obleki, zato ker te bo spet za tega Turka narejen. Sploh ne govorite. Moj pa hotel eni s krlami kupiti to sliko. In rekel, mojce, res ti bom plačal, sem zdaj moram še malo zaslužiti in pa imamo mi dva neke račune, ne šerava raven računa, ampak jaz vam pogledajte njegove račune. In vidim, da ima tip itak že zdavni našparan, tako, veš, 100,000 € on meni, mojce še malo mora našparati, s tisto Hani, kar daj pa kar meni daj. V glavnem pa sem mu povedala čez par mesecev, ker rekel, mojca, imaš tisto sliko? Sem rekla, ja, tisto črno kitaro, gospod, nimam. Jaz sem pa zdaj tisto česa, ne? Tako da ni nobenih teh mojih muckov, ni dolgo tega. S tistimi skalno se pa še pogovarjal, s tistim Turkom pa tudi. Ampak je to je spet tista, s tem pa, da ima tukaj ta krila čez. Pač, veš, ta žerjav, on jo pa objemate. Ampak je v principu, tukaj se pa samo, ni še končana slika čist, ampak ima ona pač spet te lune, pa on je ta jajc prinesel zdaj na sveže in iz tega ven šiba še vse to zlato, ta prah pa to. To se bo zdaj šele unil. To se bo šele unil. Ja, ne samo ona že producirala, mislim, mogoče se on komu dotaknil in mora zdaj zbežati, če njega bo ona skurla, po mojem, ko ima toliko energije. In no, ampak ona ima pa tukaj te velike rdeče pike v laseh. A veš, kot imaš lahko te elektricity, kar sparkles, lahko so pa te blup, a ne? Ovako metko tam na spodaj, ne? Zgleda pa tako kot Maxi. A ni malo podobno? O moj bog. No, ta metko, v resnici pa tako, jaz, kadar ne delam tega, berem knjige, slepim, pač, ne, snemam kasete. In tukaj spodaj so bile zapičene, tukaj ta Medo bere knjige in tukaj je bilo polno slepih ali pa ljudi, ki ne vidijo več, a ne, so sedeli in ležali po teh knjigah in poslušali knjige, pa v bistvu so bile v zemljo zapičene te palce, ker oni zdaj samo tam uživali, niso poslušali tega medvedka, ampak sem pa hotela to v tej kikli ohraniti in to bo ostalo tako, kot je, ne, ta medvedek ostane, ker ta energija hočem, da gre naprej tako. To je to. Maxi pa najlepša koža. To pa res je. O moj bog, res. Ja, čist. No, Maxi naj je čuvala, jak sva postavljala tole. Dajva povedati mogoče še nekaj o tistih fotografijah, ne o slamniku, ki tamle na tleh v kotu. Ja, ne, jaz sem mislila, da bom tako, tudi sem naročila celo goro fotografij, nekje, da bom prinesla cele kupe, ko so se pa odločila za manj, samo en tak tač. No, in je ta, ne, to je čist navaden slamnik, ki je tudi fotografij, ni nič kaj tazga, pretresljivga, ampak to je bilo tako v Kordobi, ran marc, ampak sonce je prižigalo. In turistov še ni bilo zelo veliko, na nekem mostu je en tip igral ful lepo glasbo, zraven so, kot v nekaj oltarje, bil so svečke gorele, ampak ta klobuk od spodaj je bila reka in tam so bili neke te ptice, rjava voda, očitno je mogel biti nek dež nekje, a ne, prej. In je ta klobuk tako samlen tam ležal in jaz sem premišljevala v kakšni noči prej. Lahko bi se enemu turistu dol padlo, a ne, na tisto podporo od mostu, lahko bi ga en vrgo vas navdušen, lahko bi Bog si ga vedi kaj, kako je ta klobuk pristal. Jaz sem zelo rada fotografiram te detajle, razne te male zgodbe, kakor so kopita tam na začetku, takoj pod sliko so od spodaj sta dve kopiti. Če to je bilo tudi v Kordobi, je pa problem v tem, mislim, te konja, ne, ki jih imajo za te kočije, ki vlečejo, in ta konj je bil utrujen. In on je stal tam in je eno nogo naslonil na drugo, in jaz sem to gledala, se če kar jokati. In pa mi je bilo grozno, ker sem to fotkala in pa sem še par konjev s temi nogami slikala, ker so oni samo tam stali, a ne, in no, v glavnem posel pa videla, sem prišla ne v atelje, to je že moj atelje, a ne, v glavnem in sem vrgla v bistvu, kar s tem klobukom sem prišla. Ja. In sem ga vrgla tja, ker lahko se tudi recimo njim znajde 20,000 €, ker nikoli ne veš. In je tamle pristal. In je tam pristal, ker klobuki imajo vse, oni imajo vse, pokrivala, veš. Pokrivalo, čovn. Karkoli je lahko, klobuki imajo res, o moj bog. Ja. Zato, to je čistko, to so, jaz sem prišla in sem vrgla in to je tam pristal in to je to, ne.
Tako da... Deva pa še povedala nekaj o kosmatinčkih. To sta motorne dve slike na teli naslovni steni. To je naša naslovna stena, ki je pozadnji za vgalom. Ja, fajn je, ne. Zdaj, danes smo vmes tukaj 200 prišli moji, a ne, dragi osebi, ki ste prišli, še zdaj pa ste vprašali, kje je pa muca? Ja. Pač ena, ki je zgleda tako kot muca, še malo druga muca. Ampak je bila muca, tako kar te 4 figurce, ki so tam, a ne, buši pa vsi ti na uni steni, ki je pač kosmata ob robu in una slika je zato kosmata, da lahko priješ zraven, pa jo kar božaš, mar. Pač to sem hotela narediti tukaj. Ja. In to je samo iz čistega, to je pure joy, užitek pač. 4 figurinčki in ta je slika presenečenja, ki sem hotela, da so malo take neumne, trapaste figurce, ki so pa vse srečne. A veš, kar iznač, ki si kar narediš srečo, ne? A ne, apropos slikam, drugač, nekaj sem pa še hotela krušiti, pa se spet v resnem modu, zdaj spreminjam svoj voice. V glavnem ne, vsega ne. Ne so časi te kolekcije, ko so malo bolj kakor serious ali pa nekaj, jih sanjam, ne? In zdajle sem ravno v Kölnu in imam tam enega svojega pač gospoda, nek mecen moj, ful redu človek in on sem tisto mojca Alo v trgovino, sem mu povedala, veš, imela sem spet vizije za novo kolekcijo po parih letih. In jaz celo kolekcijo sem sanjala, kako jo slikam cela, kako platna pred mano so se menjala, ampak to je, kot da bi zlate črte tekle in to je skokaj en tisti Da Vinci v uni seriji. Včasih mi letijo te črte, pa koti, pa kosinusi, pa vse te globine, ampak sem si 2 sliki pa pol zapomnila, od 8 slik je bilo. 2 pa pol sem se zapomnila, da vem sem še za 1 pa pol, imam pa vas materiale v ateljeju. Tako da ja, tendenca je. To je vse. No in tudi te živalce so tako nastale. To hočem povezati, ampak to je čisti joy, to je zato, ko se hočem zafrkavati. Tista, ki je kosmata tam, ki je ptica, sta pa bili tista muca, no muca je pa zdaj na razstavi v Sežani, na drugi razstavi, ne, ki je, ja. In no, ta je pa tle. A ti si zdaj iz Sežane prišla? Jaz sem iz Sežane prišla. Včeraj pa tam otvorite danes pa tle. Ne, nisem, včeraj sem ene otroke peljala na Jesenice. Super. Ja, ne, Še to? Ja, vsega, ja. V redu. Ja, neverjetno, no. No, ta pa je res, v resnici ta ptica tam, ki je kosmata okoli, to sem od očeta podedvala, pač moj oče je umrl, pa je bil kipar, on je bil kipar. Ja. In je v glavnem in on je pač podedvala sem štofa, ne, kar pomeni v kleti gore enega štofa in sem sam metala stran, pač, ker to bo se lepo ognilo, požrto, ne vem kaj, in to leta so šla mimo. In potem sem zagledala 2 platni na teh starih 2 cerkvenih okvirih in jaz tako fuk v smetija, ne. In potem jaz gledam ti 2 žalosti tam na tleh, ne. Jaz sem tisto, oh my gosh, jaz sem kaj, ne, to gre z mano in sem imela v svojem ateljeju, ne vem, leta. In sem sam zadnjič, ko pač enkrat letos, lansko je začela to malo božati, tako sem te okvirje. In na unem ta drugem piše srce Jezusovo zadaj. Ja, in tukaj pa ne vem, kaj piše, nisem preverila, še to bi lahko še, ali pa na tem, ne vem, ja. Predstavljate si, da je imel Jezus takole kosmato zeleno srce? Se barva srca je tak zelena, čakram, ja. To je sigurno. A ne? Ja. Prav, ja. Ja. Glejte, jaz sem ostal brez besed, ne. Ker je Mojca vse povedala, veste. In to, da imamo Mojco tukaj in da zdaj lahko z njo govorite, ne, je v resnici najbolj dragocena. In gledate njene slike, ki so za naše okolje, za naše kmečko okolje, totalna trganija, veste. To je tako, kot bi se Bog pripeljal. Zares. Mojca? Hvala, da si nam posodila tele slike. Morava povedati še nekaj, ne? Novo leto je blizu, če si kdo želi imeti lastici kakšno tako trganijo, kot jo dela Mojca, ne, prosim, vse lahko pokupite. Vse lahko pokupite. Nimamo provizije, ne, plus koledari tam. Tax and duty free, ne. Koledari so še tam tudi za kuprne.
Prosim. Kaj pa standardno božansko vprašanje? Ja, Se to pa zdaj pride. Nisem še rekel, da smo Kdo postavlja zaključili. božansko vprašanje? Danes bomo kar božanska se obe vprašanji bomo zastavili. A ja, kaj je umetnost? Ne, Ne, ok, hvala. malo bova zamenjala. Pa boš najprej povedala, kaj je lepota. A kaj je lepota? Ja. Kaj je lepota? Pa nekaj, kar te naredi fajn srečnega, po mojem, to je lepota. To, da si srečen, to je lepota, po mojem. Ja. To si zapamete. Ravno danes mi je kolega razlagal, ki ima enega drugega kolega, ki je, no, ravno to, da to, recimo, ne vem, to se, ni denar vse, pač on človek zelo stavi na to in nek IT-ov zblazno dobro plača, na 7 evrov na mesec vse, ampak je ful nesrečen in se ga zakaja cele dneve v stanovanju in ves depresivan. In jaz sem tisto stari, ne, da je prid, malo joya, brez potrebe. Kupi mojčino sliko in ti ne bo treba kaditi in se zadevati. Ja, ne vem. Jaz sem ta sol, res brez veze. Pokupite skratka, hvala. Ne, lepota, kaj je lepota? Ne ve, veš kaj, to je težko vprašanje v resnici. Se grejo lahko pa k naslednjem, si že povedala, ne? Jaz mislim, da je to čisto zadost. Vsak četrtek ob 10 se spomnite na to, kar je Mojca odgovorila. Bote srečni, boste videli. Domžalsko vprašanje, kaj je umetnost? Sem vedela, da bo to prišlo. Ja, seveda. Tisto, kar je zdaj zadnjič govoril, pa sem pozabila. A kaj je umetnost? Ne, čekaj, to je spet preširoko. Ne, o tem nisem razmišljala načrtno, ne? Ker ti si imel zadnjič ful dober odgovor na to. V resnici je bil. Ampak jaz v resnici pa, to je bilo tako ganljivo. Zelo težko je to, ker to takoj začneš lahko predalčkati v kaj je zate umetnost, a ne? Ali kaj je umetnost na splošno? Pomeni spet samo umetnost, samo to, da si. Lahko pa še malo razmišljaš, da se izpolniš, pa enkrat drugič. Da daješ naprej. Ne, to da, recimo, jaz ne čutim vedno pred nečim, če govorimo o slikah ali pa umetnostih ali galerijah, ne čutim vedno kot umetnost, lahko me pa umetnost, ne vem, kako nekdo kot s plesnim korakom, ali pa samo vidim na cesti, ko nekdo samo z roko zamahne, ali pa jaz včasih se ustavim, pa samo gledam, kako ljudje roke premikajo, ko hodijo, ali pa oči, kako se jim, že umetnost je opazovanje, ne vem, pač kako 4 žerjavi letijo? No, apropo nad stobom. To. Wow. In kar sem šla pa jaz na morje, apropo tem željavom, in nekam na en tak klif je bil večer in tisto oranžno roza, ne vem, oranžno sonce in so šli pa 4 labodi in so bili od spodaj osvetljeni njihovi trebuščki in so šli tik pred mano in jaz sem imela ta hardcore opremo fotografsko, s tisto Mojca in vse na tla vržem, ruzak vse, oni letijo, s tisto ne stali počasneje, film nazaj in jaz, v glavnem, nisem jih uspela ujeti. Sem pa hodila na tisti klif iz Ljubljane tako, vsaj enkrat na teden dolg časa, da bi jih še ujela in jih nikoli več nisem. So pa tukaj noter. Ja, res. To? In veš, kaj je umetnost? Umetnost je ptice, ki imajo trebuhe od spodaj osvetljene od večernega sonca. To je čista umetnost. Evo, to je odgovor. Hvala, ko ste bili tako prežljivi. Z veseljem. Dragi prijatelji. Kakšno vprašanje časovno? Ne, zdaj bomo praznovali. Ali lahko sami praznujemo, kot klepetamo? Z vprašanji smo zaključili, zdaj bomo tole malo pospravili, bomo tole še vinček vzeli. Ja. Proslava. Proslava. Hvala, da ste prišli. Ne ići še domov, ne? Zdaj je Mojca za vas. Ne, sem ful vesela, ker ste moji tudi znani, ti obrazi in ti te neznani. Koliko je to ful lepo vas videti, res sem to povem, res zelo. Se ni bilo predolgo, upam, da ne, ko mi tukaj govorimo, ne vemo.
Vzemi kozarček.